Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Pisalo se je leto 1897. Načrt za novo stavbo kranjske gimnazije je bil zaupan arhitektu Viljemu Treju, gradbena dela je izvedla Kranjska stavbna družba. Poslopje so zgradili v letu in pol. 18. septembra so takratni kranjski gimnazijci skupaj z eminentnimi gosti položili sklepni kamen in odkrili spominsko ploščo. Nova gimnazijska stavba je bila nared za poučevanje. To te presune kakorkoli, ne? Ko se lahko majčkeno obujajo spomini, pa ko se vidi, na kakšen način so v enem letu pa pol, v slabem letu pa pol zgradili to veličastno stavbo. S časoma so na ograjeni kamen in dokumentacijo pozabili. Vedeli so, da obstajata, a kje točno so kamen ugradili in skrinjico zazidali, ni vedel nihče. Pričata tako zdajšnji ravnatelj, magister Rozman, kot njegov predhodnik Pivk. Mi smo sicer vedeli, ker je moj predhodnik, magister Valentin Pivk, je o tem tudi pisal v svoji knjigi, da so naredili spomenico, takrat pa je zadnji dan sklepnim kamnom zazidala, ampak nihče ni vedel, kje. Vse do danes, 120 let po zazidavi, so namreč gradbeniki ob sanaciji stavbe odkrili sklepni kamen in bakreno skrinjico z dokumenti iz daljnega leta 1897. Ko sva s kolegom na stene označila te lokacije, elektromarec in ostale inštalacije, smo pričeli z deli. Nato se mi pa kmalu zatem pokazal ta kamen in nato je padel stene ven. Potem smo odzad zagledali tisto škatlo bakreno, na hitro pokukali vanjo in videli, da gre za neke pomembne dokumente. Predali vodstvu šole, oni so pa naprej ukrepali. Ste se zavedali, za kakšno pomembno najdbo gre? Ne, takoj ne. Poj, čez kakšen dan, ko se je to začelo po časopisah pisati, pa to smo pa začeli slutiti, da je to majhen bolj pomembenega za to šolo. Vsebina odkrite bakrene skrinjice iz leta 1897 vsebuje spomenico, ki jo je sestavil profesor Anton Štritov, ki je na gimnaziji poučeval med letoma 1895 in 1900, usnjen mošnjiček, gumbe, vrečko iz lekarne. Med drugim tudi denar, fotografijo, vse revije in časopise, ki so takrat izhajali, letopis gimnazije. Časovna kapsula je velika zgodovinska in simbolna pridobitev tudi za kranjsko gimnazijo. Ta najdba je nekaj izjemnega, res velik spomenik naši šoli in samo upamo, da bomo tako tradicijo peljali še naprej. Najdba je po odkritju romala v Center za restavriranje in konzerviranje Arhiva Republike Slovenije na čiščenje, kjer so odkrili, da je dobro ohranjena in je vlaga ni preveč hudo prizadela. Določeni dokumenti so sicer nastali na prosojnem papirju, ki kemijsko ni najbolj stabilen, zato trenutno iščejo rešitve za razgrnitev skrinjice. Tipkopis skrinjice, ki je sicer nastal kasneje, trenutno hrani Mestna knjižnica Kranj. Kakšna usoda pa čaka časovno kapsulo v prihodnosti? V jesen, ko bo v bistvu ta stavba prenovljena, bomo naredili eno manjšo razstavo o stavbni zgodovini in takrat mislim, da se bo škatla oziroma ta šatulja bakrena vrnila na izvirno lokacijo. Verjetno bomo vanjo vložili kopije in pa tudi gradivo iz sedanjega časa. Potem bo pa pod steklom prezentirana na tej steni, tako da bi jo bo mogoče občudovati. Velik dogodek za kranjsko gimnazijo, samo mesto, pa tudi gorenjsko, saj bo dragoceno najdeno gradivo prispevalo k vedenju o gimnaziji, o Kranju v takratnem času in družbeni situaciji izpred 120 let.